Polde Bibič, igralec. Trda, stroga, nenapisana pravila veljajo v teatru. Prenašajo se z enega igralskega rodu na drugega. Verjetno že od tistih časov, ko so se komedijanti podili po zemeljski krogli za vozom boginje Talije. Gledališka etika, ki terja popolno pripadnost gledališču. Javoršek bi morda pripomnil, da imajo tudi morilci in roparji svojo etiko. Igralec je podoben kmetu. Oba ljubita in spoštujeta svoj delovni prostor. Kmet prav po božje ljubi zemljo. Malikuje svoja polja in gozdove. In tako tudi igralec ljubi in spoštuje oder. Na oder ne sme s pokrivalom na glavi. Na odru se ne sme jesti, sendviča recimo. V gledališču radi pijemo dobra vina, v sili tudi slabša. Nikomur pa ne pride na misel, da bi pil na odru. V gledališču se ne sme žvižgati, ne samo zaradi praznoverja, tudi zato, da ne bi gledališča uskrunili, zaradi spoštovanja. Komedijantova etika brez milosti zahteva, da se osebne stvari podredijo gledališču. Poroke, na primer. Ko sem se prvič ženil, so mi v ravnateljstvu razložili, da imam tisti dan, ko nameravam pred matičarja, dopoldne neodložljivo vajo, zvečer pa predstavo. No, zvečer matičarji počivajo, kar naj pa ne bi veljalo za mladoporočence. Tudi ravnatelj Jan se je poročil med gledališkim odmorom, so mi rekli. Kaj sem hotel? Med odmorom sem skočil na magistrat, povedati svoj ja, pa hitro nazaj na vajo. Poročno noč pa sem začel na odru kot sovjetski proletarec tovariš Foskin. Zakon se je ponesrečil. Čez nekaj let spet silim v nesrečo. Tokrat v drami nisem imel ne vaje, ne predstave. Sodeloval pa sem v eksperimentalnem gledališču. Bližali smo se premieri in manjkalo nam je časa. V eksperimentalnih skupinah, sestavljenih po potrebi iz igralcev različnih gledališč, smo imeli različne obveznosti, zato smo se morali sproti dogovarjati za vaje. Tisto soboto, ko naj bi se spet ženil, so bili drugi prosti. Režiserka Baranovičeva je predlagala 2 vaji v soboto. Jaz ne morem, sem rekel. Kako da ne? Oženil se bom. To je bil za Baranovičevo najbolj aboten zadržek. Razburila se je. Vam je treba še ene polomije? Rešil me je dobri sloves, ki ga je nevesta uživala pri Baranovičevi. Ko sem ji povedal, s katero se mislimo ženiti, je rekla: Zelenko, novinarko. To pa ni tako neumno. Vaji smo imeli v nedeljo. Še smrt ni tako pomembna kot predstava. Smrt bližnjega. Ne bom pozabil, kako me je presenetilo, ko je Aleksandru Valiču umrla mati. Gledališka uprava je zamenjala predstavo. Sever je spraševal, kaj je Valiču. Mati mu je umrla. Kdaj bo pogreb? Jutri. Potem bi pa danes lahko igral, je rekel Sever. Tega nisem razumel. Pravili so, da je Sever že zvečer po maminem pogrebu odigral predstavo. Da zmoreš kaj takega, moraš biti prav religiozno zasvojen s teatrom. Drugače to ni razumljivo. Ob smrti bližnjih ljudje opustijo običajno delo. Samo duhovnike si lahko predstavljam, da ob smrti najbližjih lahko upravljajo mašne obrede. In teater je, pa če so komedijanti še taki ateisti, religiozna zasvojenost. Nezemeljska norost. Mi, igralci, nimamo pravice, da bi nas privatne reči odvračale od odra, razmišlja junak v romanu Klausa Manna, igralec Henrik Höfgen. Klaus Mann neverjetno dobro pozna posebnosti igralčeve psihologije, saj se je tudi sam, ne ravno bleščeče, pečal z igralstvom. Pozna igralstvo, razume ga pa ne. Zmrazi ga ob igralčevih posebnostih, kot mnoge intelektualce, kot Javorška. Veliko jih je, ki ne marajo igralcev. Tuj in nevaren je svet komedijantov.
Klaus Mann je imel močan etičen razlog, saj se je Gründgens, njegov Henrik Höfgen, udinjal apokaliptični blaznosti zločinskih voditeljev nacizma. Vendar je zame Sabov film pretresljivejši, ker je s človeškim razumevanjem prikazal tragiko igralčeve zasvojenosti z odrskimi deskami. S tem je prerasel značaj političnega pamfleta, ki za moj okus v romanu prevladuje in mu zato zmanjka širine, razumevanja. Kako trdo lahko igralca stisne v klešče geslo igrati za vsako ceno. Gründgensa na primer za ceno poštenosti. Poštenosti prepričanja in osebnega dostojanstva. Kako drugačna je Kohoutova Marija, ki se odpove gledališki zasvojenosti na račun politične čistosti. Pa tudi ona ne more brez teatra. Hoče ga narediti doma, sama, pa ji to ne uspe. Sam ne moreš delati teatra. Gledališče enega je umorilo Severja. Njegova smrt v samoti pohorskih gozdov je prispodoba. Govori, da igralec ne more obstajati sam. Lahko se umakne za nekaj časa. Če pa se ne more vrniti, umre. Gründgens je imel srečo. Razumeli so ga in po vojni rehabilitirali. Še je lahko igral pod drugo zastavo. Manov roman so v Nemčiji celo prepovedali, da bi Gründgenska obvarovali pred upravičenim obsojanjem. Svojevrstno naravo igralskega poklica, ki jo oblikuje tudi nerazvezljiva igralčeva povezanost z odrskimi deskami, je razumela tudi Osvobodilna fronta. Igralce je odvezala od kulturnega molka. Kakšen neverjeten privilegij so imeli gledališčniki v času, ko človek ni smel popustiti niti pred nezamisljivimi mučenji, niti pred smrtjo. Gotovo, igralci se brez službe v gledališču niso mogli preživljati. Igralec ne more reči, ne igra se mi, kot lahko reče novelist, ne piše se mi, akvarelist, ne slika se mi. Igralec mora ob napovedani uri na oder. Vse to so upoštevali slovenski revolucionarji, ko so igralce odvezali pomembne zaveze. Razumeli pa so tudi, da igralec ne more uresničiti svoje umetnosti drugje kot v gledališču. Da ne more ustvarjati v samoti ali skrivališču in da svoje stvaritve ne more skriti v predal ali za podstrešni tram, za srečnejše čase. Gründgens je svojo dušo prodal zločinskim oblastnikom, kakršnih tako rekoč svet ne pomni, samo zato, da je igral Mefista, Hamleta, Oresta. To je tako drastičen primer, da lahko mirne duše imenujemo pojav, ko je igralec pripravljen storiti karkoli, da bi le lahko igral dobro vlogo, Gründgensov sindrom. Kar naprej me preganja dvojnost igralstva. Že v teoriji igralskega ustvarjanja L'art et la comédien je avtor govoril o razdvojeni osebnosti igralca. Vendar je dvojnost gledal samo stališča obrti igralčeve ustvarjalnosti, medtem ko dobiva razdvojenost, še več protislovnost igralčevega značaja, pri Gründgensovem sindromu etične razsežnosti. Igralec je po eni strani strog moralist, nepopustljiv do sebe in do drugih, kadar je treba odigrati vlogo, po drugi strani pa spet etično površen, ko igra svojo vlogo tako rekoč za vsako ceno. Kadar smo v okviru našega stanovskega društva hoteli doseči, da bi bilo igralsko delo ustrezno ali vsaj nežaljivo nagrajevano, smo se znašli zmeraj pred oviro, ki jo je postavljal pred nas naš lastni protislovni igralski značaj. Zaradi strasti do igranja smo postali žrtve lastne igralske zasvojenosti, ko smo kot narkomani pristajali tudi na sramotne pogoje. Medtem pa so na primer glasbeniki vzorno reševali vprašanje nagrajevanja svojega dela. V svoji poslanici ob Mednarodnem dnevu gledališča je o tej protislovni dvojnosti rekel Peter Brook: gledališki ljudje imajo poseben značaj in svojstvene značilnosti.
V revolucionarnih gibanjih sveta so bili igralci pogosto med prvimi, ki so se uprli, ki so spregovorili besedo v znak protesta. Po revoluciji pa so se ti isti ljudje vendarle tudi med prvimi vrnili nazaj v preteklost. Brooke je po tej svoji začetni misli razmišljal v svojo smer. Meni pa je zbudila misel razne asociacije na mnoge primere nekakšne nestanovitnosti igralcev, svojevrstne nezvestobe. Gründgens je začel kot mlad levičar, potem pa se je sprevrgal v zvezdo nacističnega teatra. Srhljiva zgodba. Ko sem bral Manov roman, mi je bilo tesno in sram me je bilo. Tako kot učitelja Šviligoja v Cankarjevem pohujšanju. Gründgensov sindrom je srhljiv. Slišal pa sem zgodbo, ki je podobna zgodbi o Gründgensu ali Höfgenu, vendar je blažja, ljubeznivejša, mogoče celo humorna. Jože Mlakar je bil po vojni prvi igralec mariborskega poklicnega gledališča, do vojne pa je bil junak in zvezda študentskih amaterskih odrov. Kjer je igral, so bile dvorane polne. Menda so ga hodili gledati celo poklicni igralci. Seveda so se vsi pulili zanj, levi in desni, beli in črni, plavi in rdeči. Njegove matične deske, če lahko tako rečem, in če se prav spominjam, so bile na odru amaterskega doma v Sokolski ulici. Vendar so ga večkrat z raznimi zvijačami, nagradami, s pijačo, največkrat pa z dobrimi vlogami, zvabili v svoj krog vsemogoči odri, od ljudskih do delavskih, prosvetnih, sokolskih, gasilskih. Režiserji in vodje društev so mu najbrž zamerili. Ljudje pa so hodili gledat in so uživali ob njegovi igri, pa naj je igral v Sokolski ali Gasilski ulici. Od oboževalcev mu nihče ni zameril njegove nezvestobe organizacijam, saj gledalcem je ostajal zvest. Tudi potem, ko je šel v mariborsko poklicno gledališče. Seveda ne trdim, da je ta zgodba o Mlakarjevih šviganjih z odra na oder resnična. In če je resnična, ne morem reči, koliko je v njej pretiranega. Zgodbo sem slišal, preverjal je pa nisem. Če je tudi resnična ta zgodba, očitati nimam kaj znamenitemu Jožetu Mlakarju. Najprej zato, ker zgodba govori samo o veliki ljubezni do igranja. Potem pa še zato, ker sem sam počenjal isto. Svojo delovno knjižico imam deponirano v upravi SNG-ja, igral pa sem medtem v eksperimentalnih gledališčih, pa v Celju, Trstu, na televiziji, pri radiju, filmu. Prav na začetku, ko še ni bilo povsem običajno potepanje od gledališča do gledališča, pa od televizije do filma, ko se slovenski igralec še ni vse slovensko razdajal, so nam, ki smo več gostovali, to zamerili v matičnih gledališčih. Mi jim plačujemo penzijski fond, je bilo rečeno, drugi pa naše igralce prav poceni izkoriščajo. Tistim igralcem, ki so hodili okrog, se je odkrito ali zahrbtno očitala nezvestoba. Igralec je na neki način nezvest. Igra razne vloge. Nič manj ne sme biti prepričljiv, pa naj igra zločinca ali žrtev, sodnika ali obsojenca. Verjeti mora v Trubarjevo človečno luteranstvo ali Hrenovo zagrizeno pravovernost. Igralec mora čutiti, ne samo razumeti različne nasprotujoče si osebnosti. Zato tudi življenje čuti in razume s posebno širino, brez moralistične togosti, sproščeno in svobodno, tako da ga predvsem zelo radikalni intelektualci obsodijo za človeka omahljivih nravi. Toliko različnih značajev je že igral, da je sam ostal brez značaja, pravijo. Predvsem pa igralec ni svoboden pri svojem delu. Pisec pač piše, kadar in kjer hoče, slikar sam izbira ne samo snov, tudi čas, ko bo snov vklenil v svoje barve. Igralec pa mora čakati na priložnost, ki mu jo bodo ponudili. Sama po sebi se ponuja primerjava s prostitucijo. Po premieri Becketove igre Na koncu poti sem se pogovarjal z Željkom Kozincem. Pa načrti, prihodnost? Kako naj se igralec pogovarja o svojih načrtih za prihodnost? Še danes se to sprašujem. Takrat sem odgovoril, igralec je blago, ki se ponuja. Lahko ima želje, ne more pa imeti načrtov.
Dobiš na primer vlogo, ki jo moraš igrati. Že drži, morda jo boš celo uspešno odigral, svoboden pa le nisi. Živiš v pričakovanju, si odvisen od drugih, ki te kdaj pa kdaj tudi izrabljajo. Tako je leta 1961 Željko Kozinc omiljeno zapisal moje malce zagrenjeno razmišljanje o temnih plateh igralstva. Da je igralec prostitutka, prodaja svojo ljubezen in od sreče je odvisno, ali je pocestnica, ki mora sprejeti zadnjega od zadnjih, ali je boljša cipa v hotelu, ali celo kurtizana, za katero se potegujejo visoki gospodje. Kakor so prostitutke protislovne osebnosti, tako so na nek način tudi igralci, ker so odvisni od drugih. Spet sem pri Brookovem protislovju igralčevega značaja, v katerem se tepta revolucionarnost in konzervativizem. Igralci so bili zmeraj odvisni od oblastnikov. Oblastniki so naklanjali igralcem socialno varnost ali so jim jo ogrožali, že od najstarejših časov. Danes živimo od svobodne menjave dela, vendar ne verjamem, da nam je bolje kot igralcem v starem Rimu, ko jim je država dajala lucer. Odkar so igralci, je njihov značaj razdvojen. Po predstavi so se globoko klanjali oblastnikom za darila, od katerih so lahko malce bolje živeli, med predstavo pa so jih kar naprej neusmiljeno zbadali. Protislovje, dvojnost, ritolizec in upornik hkrati. Takšna neprincipialnost je etično seveda malo sumljiva ali vsaj čudna. Videti je skažena, zaznamovana, noro anarhoidna, kot pravi Javoršek. Kadar kje čakam na postaji, v ambulanti, v uradu, me ponavadi kdo nagovori. Začne se pogovor. Potem sledi veliko vprašanj. Zadnjič, ko sem čakal v dolgi vrsti v dispanzerju za trombotična obolenja, me je nekdo vprašal: "Gledam vas v kakšne malce ostrejši igri in se čudim, kako pogumno govorite ostre misli na račun našega sistema. Prepričljivo, zagreto. Vam naši politični delavci tega nič ne zamerijo?" Hudo me je presenetil, pa v zadrego me je spravil. Nisem mu znal reči drugega kot ne. Pravzaprav se igralci res potuhnemo. Za pisca, za gledališče se skrijemo. Posledice nosi pisatelj. Težave ima lahko gledališki direktor, da bi jih pa kdaj skupil igralec, še nisem slišal. Mogoče je to tudi razlog, da nas prezirajo filozofi, od Platona do Pučnika. Mogoče je tudi na to mislil Ivo Andrić, ko je zapisal: "Igralski poklic je najtežji in najbednejši od vseh poklicev." Lahko je soditi drugega, težjega je braniti, sebe še najtežje. Zdi se mi, da ne počnem drugega, kakor da branim svoje ljudi in sebe. Če hočem braniti, moram predvsem pojasniti, prisiliti ljudi, da bi spoznali. Ko razmišljam o tem, mi uide klic, ki ga ponavljam na vajah za češnjev vrt. Usmiljeni Bog! Igralci radi ponavljamo v življenju vzklike, sintagme, misli, besede iz vlog, ki smo jih ali jih še igramo, ker si prisvojimo besedila. Igralec mora govoriti besedilo, kakor da je njegov izum, kot da se je misel v njem ta hip porodila. Ko igralec igra, se ne sme čutiti, da si je besede, ki jih govori, izmislil nekdo drug. To je eno od pravil dobrega igranja. Je torej čudno, da se igralcu stavki ali besede raznih piscev tako zasidrajo v podzavest, da mu potem med pogovorom uhajajo, kot da bi bile njegove. Včasih se tega zave, včasih tudi ne. Ga bodo strogi čistuni zaradi tega obsodili, češ kiti se spal imperjem, krade, posnema. Usmiljeni Bog, tudi meni se to dogaja in prosim oproščenja. Nič se pravzaprav ni spremenilo, odkar imamo Slovenci teater. Znana je zgodba o Verovšku. Zapisal jo je Župančič. Sprehajal se je z Verovškom po Ljubljani, pa pri bosopeti za njim gologlav fantek in mu vpije: "Gospod Verovšek, a ga boste tudi letos tako srali na teatre, jak ste ga lani?" To je bilo v času Cankarjevih sporov z Govekarjem.
Pred kratkim pa me sreča na klancu pod mihcem Zdravko z Brezi, veselo razpoložen. O, tovariš Bibič, sem vas iskal, sem rekel, moram najti tovariša Bibiča, da v afni spašava. Šel je po cesti proti gostilni pod Dobrčo. Iznad konščice je šla luna, velika in okrogla kot v Ketejevem pijancu. Zdravko pa se je smejal, v afni spašava. Ne veš, bi bil tega vesel ali bi se razjezil. Tudi Verovšek tega ni vedel takrat, ko se je sprehajal z Župančičem. Kar naprej je moral igrati komične vloge, gnalo pa ga je, da bi povedal toliko resnega. Župančič je zapisal v svojo beležnico, oba sva molčala. Posedela sva pri čadu in molčala. Pomaknila sva se na rožnik, trkala in pila in molčala. Samo tu pa tam sva se ujela z očmi. Ne, Zdravko z Brezi ne zamerim, prijazen fant je. Tudi Verovšek ni zameral gologlavčku. Ljubeznivi ljudje so in igralce poznajo samo iz veselega, kičastega blišča Krpanovih kobil in zabavnih nanizank na televiziji. Sralec in afneguncar. Je od njega kakšna korist? Razen da te zabava, da te nasmeje. To je prava korist, ki ostane, ki jo lahko unovčiš. Se spominjate, mi je govoril kmet z Visoč. Ko sem vam takrat pomagal, ste mi rekli, mogoče pa vam bom tudi jaz kdaj lahko kaj koristil. Se spomnite? Takrat sem si rekel, kmet sem, on pa je igralec, kako naj mi koristi? Igralec. Le kakšno korist lahko pričakujem od njega? Že v gimnazijskih letih me je bridko zabaval pogovor iz Bele krizanteme o poklicu, ko vpraša sogovornik umetnika, kaj je. Umetnik. Ne, po poklicu hoče vedeti. Umetnik pač, samo umetnik, odgovarja umetnik. Aha, tako. Dolg obraz, spoštovanje pri kraju. Tako se je pogovarjal Cankar o umetnikih. Med umetniki pa so igralci na najnižjem klinu lestvice. Tako nizko, da se jim rit že lepi na travo, pohojeni v razmočeno ilo. 74 let po izidu Bele krizanteme sem zapisal svojo še kar prijazno različico. Gostilna, lešanski kmetje, pogovarjamo se, pijemo. Eden kmetov pravi, kako, igralc? Ja, no, za koga pa ne, na vse zadnje, če je človek za tako reč sposoben. No, dobro, mislim, popolnoma zbrisali igralstva niso, lešanski kmetje. Ampak kmet Švegl z Visoč je pa rekel, prmejduš, Prešeren je moral pesmi pisati, Bibič pa njegove nagrade pobira. Berem Kovačičeve prišleke, pa me na vsem lepem iz romana opisuje Ahad Spirjevec. Za razumnika je najbolje, da neha gojiti manj vrednostni kompleks, da se neha sramovati, ker hodi na visoke šole, slika olje, piše pesmi in igra. No, tega Lojze Kovačič ni napisal. Manj vrednostni kompleks? Včasih tudi. Kar precejkrat pa občutek zoprnosti, nelagodja. Kako tudi ne, se začne že pri starših. Samo zelo redki med starši niso nezaupljivi do igralskega poklica. Celo v igralskih družinah se starši zgrozijo, če jim otrok zaupa svojo željo iti med igralce. Svojemu otroku bi pač radi prihranili vbode trnov igralskega poklica, ki jih kar naprej čutijo na svoji koži. Prijetne strani poklica se jim zdijo v primerjavi s tegobami zanemarljive. Igralske družine, pri katerih prevladata zanos in ljubezen nad treznim premislekom varnega življenja, so redke. Danilovi, Potokarji. Pri ljudeh, ki poznajo gledališče samo oddaleč, nezaupljivost sicer ni osebno prizadeta, zato pa je toliko večja. Že od svetega Avguština, ki je v mladih letih sam hotel postati igralec. Komu to ni uspelo, je preklel igralski stan kot nekaj za kristjana nevrednega. Glumači so nič vredni, je rohnel. Še Satan je boljši od glumačev. Zato se igralci bojimo faliranih igralcev, ki prilezajo na položaje. Že prvi nas je spravil ob dobro ime v družbi. Nič čudnega torej, če je vojak Makso Furjan iz Geugelije zaupal upravniku mariborskega gledališča, ko je prosil, da bi ga sprejeli v mariborsko igralsko družino. Moj oče je bil
in je še hud nasprotnik temu, kar je meni bilo ideal, odnosno cilj, priti in kolikor mogoče se pripraviti za gledališče. Tako je pisal mladi vojak iz daljne Makedonije leta 1925. Vendar pa, ko bi oče Furjan videl svojega sina Maxa, s kakšnim veseljem in kako neizmerno srečen igra 1986. leta vlogo Firsa v Češnjevem vrtu, bi še bil hud nasprotnik Maxovemu idealu? Vendar pa bi še danes mnogi mladi, ki se odločajo za igralstvo, pisali tako, kot je Max Furjan 1925. leta. Tudi mene je hotela mama obvarovati pred gledališčem. Vse je cenila igralce, posebej Jožeta Mlakarja, ki ga je gledala še na ljubiteljskih odrih na Studencih, pa Arnolda Tovornika. Mislim, da sem ji pripravil največje veselje, ko sem že delal kot igralec, pripeljal domov Tovornika, svojega kolega. Bil je seveda starejši od mene, predvsem pa velik igralec. Prav ponosna je bila mama, ko je videla, da se z njim tikam. A ko me je prijelo, da bi šel študirati za igralca, mi je z vso materinsko skrbjo odsvetovala. Strašno neurejeno živijo igralci. Za zdravje je to slabo, pa kar naprej so zadolženi. Kljub njeni zaskrbljenosti sem se vpisal na Akademijo za igralsko umetnost. Kadar mi je bilo tega žal, sem se spomnil pregovora, kdor ne uboga, ga tepe nadloga, in sem molčal. Mama se je sprijaznila, ker je bila razumevajoča ženska. Kaj pa je tudi hotela? Slabo cenjen poklic, ker je premalo znan. Se v šoli učimo samo o književnosti, pa še pri učenju književnosti smo v gimnaziji pridrajsali komaj do tega, da smo omenili Cankarja in Župančiča. Pri svetovni literaturi se je vse končalo že z romantiko. Nekaj malega smo slišali o likovnih umetnostih, o glasbi ničesar, o gledališču pa sploh ne. Kaj šele o igralcu. Zdi se mi, da bi bil kaznovan, če bi recimo rekel profesorju, da sta Molière in Shakespeare tudi igrala. Kaj bi šele bilo, če bi govoril, da je Levstik nastopil v gostilni in igral svojega Junteza? Ja, ne vem, če ne bi letel. V sedanjih časih imamo vsaj veliko knjig o gledališču, pa tudi o igralcu, domačih in prevedenih. Treba bi jih bilo brati. Vsaj Moravca, njegove Slovensko gledališče Cankarjeve dobe, Slovensko gledališče od vojne do vojne in Borštnika. Morali bi brati Kombatovičevo hvalnico Igri. V tej knjigi, polni posluha za tegobe in slabosti igralskega poklica, je zbrano ogromno znanje o igralstvu, veliko odgovorov na vprašanja igralske ustvarjalnosti. Toliko je težko najti v kakšni drugi knjigi. Obenem pa je v hvalnici Igri tudi veliko ljubezni do igralca, tiste značilne Kumbove duhovite, ironične, kritične ljubezni. Moravca in Kumbo Filipa Kalana bi morali brati ljudje. Čim več, saj sta berljiva, zelo, kljub znanstveni doslednosti. Mnoge omalovažujoče misli, ki se porajajo iz nevednosti, bi se spremenile v spoštovanje gledališke dejavnosti in morda celo v spoznanje o njeni potrebnosti.